Nama bo spet všeč na vil. Ja, res. Spet vidva, pa kje vidva hodita? Jo, spet sem šel nekam, zato da bom peljal en dosti zanimiv avto, ampak še predtem pa lep pozdrav z vrha smučarske skakalnice v Innsbrucku. A kjer avto bom peljal? Ni problema, bom takoj pokazal. Glej ga, to je ta Mercedes E All Terrain. V bistvu pa vse stvari ni kaj dosti zakomplicirati. Mercedes je karavanski razred E dvignil, od spodaj tudi malo zaščitil, ga obdal z malo trpežne plastike in s tem pripravil na tako blago terensko vožnjo. Celoten paket deluje že na prvi pogled dosti bolj robustno, ker pač takšen avto mora biti. In valjda je moj cilj zahakljati trdečega, zato ker je ta barva veliko bolj hvaležna za slikati karjava. A veš, kaj se mi pa zdi najbolj hecen? Da se ti tukaj dol spustiš in glih preden se odrineš, zagledaš direkt pokopališče. A veš, so nam dali namesto ključa kar telefon, zato ker pri EU je tako, da lahko avto odkleneš tudi s telefonom. Pa ne rabi zdaj to all terrain, ne? Lahko je tudi navaden karavan ali pa valjda limuzina. Ratal nam je dobiti trdečka. Evo, jaz pa moj partner v zločinu, Matej, sva že na delu. Jaz tega še nikoli nisem videl, le kakšni kristalčki so se naredila. Vidiš to? Čak, moram enega pokazati. Pa šitno, daj bo to oster. Vidiš to? A ni hudo, no? A veš, kaj je dostikrat problem pri teh ful hudih lokacijah? Vidiš okolico, levo, desno, posod je ful lepo. V bistvu je problem v tem, da se probaš pripeljati v hotel, torej na končno točko, kjer je tiskovna konferenca pravočasno. In pol ti dostikrat preprosto ne uspe, zato ker se vsakih 200-300 metrov ustaviš, pa začneš ulej, ja, daj še tukaj, kaj pa če bi še tukaj, Ej, stari, tukaj se pa mora ostati, tega pa res ne smeš zgrešiti. A veš, in pol kar naenkrat ura 3/4 čez pol preč, ti pa si še delati stran. Pač ostan, kaj bi moral biti. Evo, zdaj smo pa jaz pa Matej lepo ob sončnem zahodu našla en tak zanimiv, poglej, huligan, poligonček, kjer lahko na en tak dost ali pa razmeroma varen način ugotoviš, na kakšen način deluje pogon takrat, ko so podlage, a veš, take, vse skupaj bolj za nič, pa bolj spolske. Bravo! No in zdaj tako, ker je pri nama v navadi, zato ker sva taka bolj, kako sva entuzijasta, prideva vedno na konc v hotel, oziroma na tiskovno konferenco, tako da mislim, da moramo zdaj kar pohteti. A je to res? Res je. Nama bo spet všeč na vil. Ja, res. Spet vidva, pa kje vidva hodita, pizda? Stari, kako je lepo. Drugače pa tale testni avtomobil, opremljen s tako svetlo-temno kombinacijo in ta temnejši del predstavlja taka dosti zanimiva rjava barva, ampak meni, moram priznati, ni tako všeč. Je pa res, da vse skupaj deluje zelo elegantno, ker je pa pač nekako v skladu s tem avtomobilom, no. Vsaj meni se tako zdi. Matej je pravzaprav izpostavil tudi eno dosti zanimivo stvar, ki zelo drži, in sicer tepihi so, no ja, zelo elegantni pa lični, ne, ampak za takole predstavitev, ko hodiš ven po terenu non-stop, so pa malo nerodni, bom zdaj takoj pokazal. A so šla mi da zdaj mečkem pošrekne? Valjda. To pa za publika. A vidiš, 1, 2, 3 se takole malo, ali pa veliko, umažejo. Lej to. To pa je smrekca, ne, da ima ta prave roge. Mislim, veš, kdo si to zmislil? A veš, razred E, pa ne bo to navaden ali pa all terrain, je lahko v osnovi kar zakompliciran avtomobil. Ampak tako, če vse poenostaviš in hočeš v E all terrainu izvedeti sam tista bistva, ta zares pomembna, si pa pogledaš sam vse tele oblačke. Lej, bom pokazal vsakega posebej po vrsti, ampak zelo na hitro, tako da bo mogoče treba vmes pauzo pritiskati. No, če pa zdaj ne veš vsega, pol ti pa ni pomoči.